Pozdravljeni. Aston Martin je zagotovo tista ekipa v svetovnem prvenstvu Formule 1, ki je med sezono 2024 ter prihajajočo 2025 napravila največ kadrovskih sprememb. Za mnoge sledilce Formule 1 je bila ekipa Aston Martin v sezoni 2024 eno izmed največjih razočaranj. Verjetno so bili mnogi pod vtisom onega, kar so pokazali pri ekipi iz Silverstona v prvem delu sezone 2023. Res je takrat Fernando Alonso se mnogokrat povzpel na zmagovalni oder. Ampak po drugi strani, bodimo iskreni, nikoli ni bil v tistem položaju, da bi se lahko enakovredno boril za zmago z bolidi ekipe Red Bull. Tu se pojavlja upravičeno vprašanje. Ali je bil Aston Martin na začetku sezone 2023 res tako dober? Ali pa so bili, naprimer pri Ferrariju, Mercedesu in McLarenu v tistem trenutku praktično v neki tehnični krizi, ki so jo nato v sredinskem in predvsem zadnjem delu sezone nekako odpravili in zadeve postavili malček bolj na pravo mesto. Treba je poudariti nekaj, da če primerjamo konstruktorsko lestvico sezone 2023 in 2024, lahko hitro opazimo, da je Aston Martin zasedel praktično identično mesto. Na lestvici so bili na koncu peti. Število zbranih točk je seveda drugačno, ampak drugačno število točk so dosegli tudi pri Red Bullu in še bi lahko naštevali. A pojavlja se vprašanje, kako da pri Aston Martinu niso bili sposobni napraviti tistega koraka naprej, tistega kvalitetnega preskoka. Verjamem, da mnogi bi jih radi videli tam na zmagovalnem odru, morda celo na najvišji stopnički. A glede na tisto, kar smo videli v zadnjem tednu, bi lahko dejali, da dobesedno so napravili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi se lahko kaj takega tudi zgodilo. Treba je poudariti, da mnogi navdušenci menijo, da je Lawrence Stroll ekipo iz Silverstona kupil samo zato, da bi lastnemu sinu omogočil dirkati v svetovnem prvenstvu Formule 1. In mnogi imajo morda tudi prav. A po drugi strani ne smemo pozabiti, da je Lawrence Stroll izjemno sposoben menedžer in da razume strukturo tudi ekipe Formule 1. Videli smo kar nekaj kadrovskih sprememb, ki nam kažejo na to, kako se pri Aston Martinu izjemno dobro pripravljajo na sezono 2025. In verjetno še boljše se bo to videlo v sezoni 2026. A začnimo na začetku. Glavni odgovorni ekipe Aston Martin je po novem Andy Cowell. In Andy Cowell, poznavalcem Formule 1, je znano ime. Do nedavnega je bil ta britanski inženir odgovoren za pogonske sklope Mercedesa. Pod seboj je imel vse inženirje in delavce znane tovarne v Brixworthu. Sedaj bo on tisti, ki bo prevzel vajeti ekipe Aston Martin in že njegove prve izjave kažejo na to, da pravzaprav je razumel, kaj je bilo napačnega v sezoni 2024. Dejal je, da v letošnjem letu bo poskrbel za to, da bo 90% vseh izboljšav, sprememb aerodinamičnih paketov
ki bodo prišli iz tovarne v Silverstonu, v bistvu tudi delovalo na progi. Verjetno ste opazili tudi sami, da je Aston Martin mnogokrat na dirke svetovnega prvenstva Formule 1 pripeljal novosti, ki v resnici niso delovale ali pa so težave še poslabšale. In Andy Cowell vidi rešitev pravzaprav najprej na tem področju, razumeti, kje je težava in nato poiskati učinkovito rešitev. Kaj pa Mike Crack? Njega bomo videli kot odgovornega za vse dejavnosti na progi. Njegova vloga je bila nekako redimenzionirana. Ni več tisti glavni odgovorni za celotno operativo, ampak se bo ukvarjal predvsem s tistim, kar je vezano na sam dirkaški vikend. Zopet dokaz, da Stroll je morda razumel, da je prava vloga Mikea Cracka drugačna od tiste, ki mu jo je najprej zaupal. In sprememb seveda ni konec. Že pred meseci smo izvedeli, da prihaja sam Enrico Cardile v Aston Martin. Sedaj smo dobili tudi potrditev, da bo nastopil kot tehnični direktor. Seveda, tehnični direktor ekipe Aston Martin je podobna vloga, kot jo je imel Cardile pri Ferrariju. In ne spreminjam mnenja, ki sem ga imel predtem o znanem italijanskem inženirju, ampak v primerjavi z Danom Followsom lahko doda tisto nekaj več, kar je prej, naprimer bolidu AMR 24, dobesedno manjkalo. In z velikim zanimanjem bom spremljal vse novosti, ker bom iskal podobnosti med onim, kar smo videli kot SF pomišljaj 24 in tistim, kar bo AMR 25. Namreč Cardile bo verjetno skušal upeljati marsikatero svojo zamisel, ki smo jo že videli pri skuderiji Ferrari. Ne smemo pozabiti, da Dan Follows ostaja v Aston Martinu na netočno definiranem položaju, verjetno ima še pogodbo, ki jo ne mislijo razdreti, ampak spoznali so, da je bivši odgovorni za aerodinamiko pri Red Bullu napravil več škode kot koristi. Namreč pri Aston Martinu so zgradili nov vetrovnik, ki pa še ni operativen. Verjetno ga bodo z polno paro začeli uporabljati komaj pri nastanku bolida za sezono 2026. In tu seveda ne smemo mimo prihoda verjetno največje zvezde med inženirji Formule 1. Govorimo o Adrianu Neweju. Novo službo bo pri Aston Martinu nastopil 2. marca. Torej, govoriti, da bo bolid sezone 2025 tudi nekako plod sodelovanja Neweja z novo ekipo, je izjemno za lase privlečeno. Njegov vpliv bomo videli šele pri onem bolidu, ki bo nastal pod novim tehničnim pravilnikom. In tu seveda je treba povedati nekaj, da v sezoni 2026 bo Aston Martin začel uporabljati pogonske sklope Honda. Do sedaj so dobesedno kupovali celoten zadek od Mercedesa, ampak v tem trenutku morajo napeti vse moči, da bodo kot prvo se prilagodili Hondi in na japonsko Sakuro poslali vse tiste povratne informacije, ki so potrebne za razvoj tega elementa. In kot drugo, bodo morali napraviti lasten menjalnik in seveda zadnje obese, kar ni tako obdmuh, ampak Cardile in Cowell sta tista dva inženirja, ki imata dovolj izkušenj, da se kaj takega lotita. In tu seveda ne smemo mimo tiste točke,
ki marsikaterega navdušenca zanima, namreč vozniške zasedbe. Vemo, da Fernando Alonso ima podpisano pogodbo za sezono 2025 in 2026. Lance Stroll uradno ima večletno pogodbo, kjer ne vemo pravzaprav, kdaj se bo zaključila. Ampak v zadnjih urah je prišlo na površje precej govoric tudi o tem, da bi se lahko Max Verstappen priključil Aston Martinu v sezoni 2026. Neuradni viri govorijo o tem, da so nekateri pri Aston Martinu že začeli nekako pripovedovati to zgodbo glavnim pokroviteljem. In verjetno se tu misli na arabskega giganta Aramco, ki bi lahko bil pripravljen izplačati kaj več denarja, če Max pride v to ekipo. In tu bi lahko začeli malce špekulirati in priti do zaključka, da ukolikor bi se vse to uresničilo in da bi se vsi elementi poklopili, bi znal biti Aston Martin v sezoni 2026 izjemno konkurenčen. Ampak glede na vse, tudi v sezoni 2025 bi lahko začeli kazati res boljšo formo od tiste, ki smo jo videli v lanskem letu. Namreč vsaj ponovitev tistega, kar smo videli v sezoni 2023, ampak tokrat po svoji zaslugi, ne po slabostih ostalih, bi bilo verjetno nekje realno pričakovati, čeprav tudi pri drugih ekipah ne bodo kar tako pustili Aston Martinu, da bi s tako lahkoto prihajal na zmagovalni oder. Ampak kolikor želi Lawrence Stroll napraviti dober posel iz svoje ekipe, mora biti drzen ter meriti visoko. Njegove odločitve kažejo v to smer in seveda ljudi, ki je postavil na ključna mesta, moramo nekako razumeti, da so tudi tam z točno določeno nalogo. Ampak pred začetkom sezone 2025 je odprto ogromno vprašanj. Videli bomo že čez nekaj tednov, kako konkurenčen bo nov Aston Martin in če vse te kadrovske spremembe in drugi napori so bili usmerjeni v pravo smer. Ampak za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.